Tudi sam se strinjam, da je potrebno najprej zagotoviti zadostna sredstva in v Evropi se več ali manj članice NATO strinjajo, da je 2% BDP-ja potrebnega za obrambno varnost, ko pa gre za evropska sredstva, evropski proračun, pa imamo težavo doseči 1,3%, kar je bilo zapisano v resoluciji Evropskega parlamenta in predlog temelji na komaj 1,1 prispevka v proračun. Zaradi tega je tudi posledica tega, da je teh 0,3% BDP-ja, ki je zdaj namenjena za prehransko varnost, skoraj 7-krat manjše od tistega, kar zahtevamo za vojaško varnost. Mislim, da je to nekaj narobe in bomo imeli v prihodnosti velike probleme. Predvsem problematičen je veliko zmanjšanje drugega stebra. Ta drugi steber je namenjen temu, da naredimo podeželska območja atraktivna za bivanje, da se podeželje razvije, da je poseljeno, da ga tudi digitaliziramo in da bodo mladi ostali na podeželju in pa ostali tudi v kmetijstvu. Bojim se, da je ta signal z tem krčenjem teh sredstev signal v napačno smer, kajti vekolikor ne bomo zagotovili kvalitetnih pogojev za bivanje, vključno s kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami in pa vso infrastrukturo potrebno na področju šolstva, sociale, zdravstva, poleg kmetijstva, enostavno mladi ne bodo bivali na podeželju. Sam se trudim skupaj s kolegom Šanjem, da tudi v projektu Pametne vasi osmislimo ta razvoj podeželja. Hvala za podporo za Preparatory Action, za drugo fazo. Upam pa, da bodo tisti, ki snujejo finance za področje proračun, bili bolj radodarni oziroma realni pri sredstvih namenjenih za kmetijstvo in da se povrnejo vsaj na raven, kot so bile doslej.